Rdeči cvetovi so izginili, polje Mohameda Nadirja je zdaj polno zelenih čebulic, iz katerih bodo naredili opij, ki ga med drugim predelajo tudi v heroin. Nadir in drugi kmetje v južni afganistanski pokrajini Kandahar pridelujejo opij že več let, za državo, ki ga uporabi za pridelovanje zakonitih zdravil, ob tem pa od njega in od drugih kmetov zahtevajo talibani za zaščito polja svoj del dobička. Domači in mednarodni tihotapci drog namreč sežejo tudi do kmetov. Podatki afganistanske vlade kažejo, da se je proizvodnja v letu 2017 povečala rekordno v primerjavi z letom poprej, kar za 87%. Vse več je tudi območij gojenja opijskega maka, kar za 63%. Pri tem pa vse večji del obvladujejo talibani, predvsem severni del države, kjer vojska ne obvladuje svojega dela. Afganistan je vir večine nezakonitega opija na svetu, pridelek pa je pomemben del gospodarstva v južnem delu države, kjer kljub dolgoletnim prizadevanjem za izkoreninjanje gojenja in njegovo nadomestitev z drugimi izdelki vlada nima uspeha. Lani je namreč kmetom razdelila več kot 10.000 ton semen, da bi jih prepričala za vzgojo pšenice, a je kmetje niso posejali. Na Tajskem so izpustili iz zapora Somjota, tajskega aktivista in nekdanjega urednika. Leta 2013 so ga zaprli, ker je žalil monarha države. Po 5 letih pa so ga predčasno izpustili pod pogojem, da ne bo več pozival k demokraciji. A Somjot je takoj po izpustitvi novinarjem in zbranim podpornikom, teh je bilo okoli 1000, povedal, da se bo še naprej boril za pravičnost in da upa, da bodo volitve čim prej. Tajska vojaška vlada pod vodstvom nekdanjega vodje vojske Prajuta Čanoča je namreč že večkrat preložila volitve. Zdaj imajo nov določen datum in sicer februar 2019. Zaradi preloženih volitev so imeli že več uličnih protestov, večinoma jih vodijo študentje, ki pozivajo vojaško vlado k odstopu. Britanska ministrica za notranje zadeve Amber Rudd je odstopila, potem ko se je vlada Therese May soočila s kritikami glede obravnave nekaterih dolgotrajnih prebivalcev Karibov, ki so bili napačno označeni kot nezakoniti priseljenci. Škandal Windrush je že zasenčil tokratni vrh Commonwealtha v Londonu. 2 tedna se že britanski ministri trudijo razložiti, zakaj so bili nekateri potomci tako imenovane Windrushove generacije, ki so jo med letoma 1948 in 1971 povabili v Britanijo zaradi pomankanja delovne sile, zdaj označeni kot nezakoniti priseljenci. Ruddovo je opozicijska laboristična stranka večkrat pozvala k odstopu, potem ko je podala nasprotujoče izjave o izpolnjevanju ciljev za izgon. Zdaj pa naj bi po informacijah uradnikov vendarle odstopila.